Kaj ste želeli vprašati? Kako je to z naslavljanjem drugih držav, ker mi imamo to handicap, da smo majhna nacija, majhen trg. Ja, se veste, kako je pri softverju, si zelo hiter lahko v drugi državi, ker ne pošiljaš fizičnega produkta. Ne, ampak jezik pri inštrukcijah, pri vsem tem, kar je komunikacija, je problem. Ali ga prevajate zdaj avtomatsko? Ja, avtomatsko. Mi imamo v bistvu lokalizirano državo v 2 dneh, če bi želeli odpreti novo, ne? Ja. Tako da ni to. Ja, ker imate malo teksta, ne? Matematika vedno ista, teksta je pa relativno šibko, ne? Ja, ampak vse ta pogovor itak prevzeme ta jezikovni model, se pravi umetna inteligenca, njemu v bistvu samo zamenjamo navodilo, pogovarja se v tem jeziku, ne? Kjer ga pa uporabljate? V bistvu imamo en skupek modelov, 3, 4, odvisno od naloge, ki jo opravlja, ne? Se pravi, nek model je zadolžen samo za pogovarjanje z uporabnikom, nek model je zadolžen za reševanje, nek model je za risanje grafov, za strukturiranje postopka. Tako da to je v bistvu odzadnji nek orkester, ki si oni med sabo segmentov, podajo si naloge med sabo. Ne? Tako da je zelo zanimivo, ker so inteligentni in se sami odločajo. To se pravi, to so agenti posamezni. Ja, lahko bi tako rekla. Ja. Entitete. Ja. Umetne inteligence. Ja. Tako da vsak teden. To kar moja generacija to že kar malo težko dojemati. To bi me zanimalo, kako se vi s temi spremembami zdaj soočate ali pa kako je zdaj drugače, kot je bila internetna revolucija? Ali pa... No, internetno revolucijo sem od Matkurja naprej spremljal. Sprav v 90-ih, ne? Ja, smo imeli eno prvih priklopov na Matkurja, takrat še čez Arnes, a je bil Arnes? Ja, no, ampak pa smo pa to počas prebavljali to, kar je bilo smislo, oziroma kakor, ne da bi jaz bil specialist, ampak to kot uporabnik. Ampak tale preskok je pa neverjeten, ne? Če govorimo o tem, da imaš ti iskalnik, pa do tega, da zdaj greš na ChatGPT in ga jaz vprašam, kakšna je najbolj primerna dieta za recimo snetje slepiča ali pa za karkoli drugega. In on ti z lista 3-4 pa reče, tale bi bila najboljša. Mislim, jaz enostavno ne morem razumeti, kaj je od zadaj, ne, ampak uporabniška izkušnja je pa seveda veliko boljša, kot pa na iskalniku Google, ker dobiš 1000 ponudb. Ja, in se bolj zgubiš, za eno informacijo porabiš pol dneva. Tako da ne vem, kdaj bo ta revolucija prišla še v ostale segmente, ampak očitno bo. To bo pol na koncu pomenilo user interface, umetna inteligenca, ki bo veliko boljši, veliko bolj prilagojen našemu komuniciranju in načinu razmišljanja, če jaz to prav razumem. Jaz mislim, da bo vsak imel svojega osebnega celo asistenta, tutorja, tako kot v znanstveno-fantastičnih filmih. A ne? In to bo entiteta, s katero boš imel odnos. A ne? In to se eni ljudje zelo bojijo. Nekateri bojo imeli romantične odnose s tem. Prav resno mislim. Kaj to pomeni za naše duše? Kaj smo mi, ne? Kdo smo mi? Ja. Mene je 5-letna vnukinja nedavno vprašala, oziroma moja žena, babi, zakaj sem jaz? 5 let stara punčka. Mislim, to ne moreš verjeti, kje, odkot, iz kere komunikacije, ali je to iz prejšnjega življenja in spomin na prejšnje življenje. Jaz trdno verjamem, da v reinkarnacijo in mislim, da je to. Zdaj je vedno bolj jasno, ko govorimo, ko se združuje biologija pa kvantna fizika. Ne. Mi smo imeli te zelo separirane vertikale znanosti, tako po Descartesu smo ločili znanost in duhovnost,
duhovnost je bila cerkvena domena, znanost, rekli pa puste nam, plebejcem. No, in ko se je to začelo, smo mi padli v ta dualizem tam začetku 17. ali pa koncu 16. stoletja. In zdaj se te dve kategorije začenjata združevati. Kar, če ne vem, kaj berete Bruce Liptona, ne, ali pa vse tiste njegove sledilce, sem bil celo na njegovem predavanju. On je ustanovitelj poteze oziroma znanosti, veje znanosti, ki se mu reče epigenetika. In je bil izgnan iz Stanforda, ki je to rekel, da DNK ni konec vsega, da je to samo prvi korak, kako bomo mi razumeli, kaj se z nami dogaja. In dejansko se je pokazalo, da je bil človek prerok, ne? In je mogel politi na neko obskurno univerzo, da je dobil delovno mesto in da je lahko raziskoval, in je na koncu bil priznan in je danes oče epigenetike. In seveda zdaj on spaja, ko ti prideš na, zdaj veliki znanstveniki se sprašujejo, dobro, če je kvantna mehanika to, kar je, in če mi ne vemo pravzaprav, kaj je baza univerzuma, potem tudi ne vemo, kaj je baza uma. In a je v tem našem sivi substanci, a je kje drugje. In vedno bolj prihajamo do tega, da je pravzaprav kvantna kategorija in da se lahko povežemo. Kam gremo mi po noč v globokem spanju? Kje se sprehajamo? Ker če se prereže proces sanj, smo mi lahko v popolnoma drugačnih svetovih, ali pa če vzamemo malo več ajovaske ali pa česa drugega, ne, pravzaprav tudi odklopimo in gremo v nek drug svet, ki je kvanten. Kako si lahko zamislimo, da lahko naši možgani potujejo dimenzionalno, časovno v sekundi. In pol govorimo o entanglementu, vi ste fizik? Ne. Kaj pa? Nič. Podjetnik. Okay. Raziskovalec življenja, lahko rečemo. Ampak, ko smo začeli z kvantno fiziko, mimogrede v Kopenhagnu so jo ustanovili, baze oziroma osnovo so naredili in so rekli Copenhagen Declaration. Se pravi, to ni nekaj, kar je eksaktno, kar je dokončno, kar je popolnoma podprto z formulami, grafi in vsem ostalim, ampak je bila deklaracija različnih pogledov, koliko jih je bilo 27, 28 največjih umov tistega časa v Kopenhagnu. So jih zbrali en tovarnar takrat, ki je imel kemičen koncern, zelo velik. No, in pa rezultat tega je bil Copenhagen Declaration in od takrat naprej je to tako. In zdaj pa pravimo, imamo problem, zato ker gravitacija kot težnost, kot ena od osnovnih fizikalnih kategorij, relativnostna teorija kot odnos teles v prostoru, pa kvantna fizika nikakor nimajo istega imenovalca. In če nimajo istega imenovalca, ga moramo najti, zato ker ne more biti, če imamo en univerzum, pa ne moramo imeti 5 različnih podvrst elementov v univerzumu, v tej veliki zgradbi, ki ena drugo ne dopolnjujejo oziroma ne prehaja ena iz druge. To je zdaj eno veliko vprašanje. Ampak, ko smo znanost relativno po drugi svetovni vojni dogmatizirali in enostavno nekateri ljudje, nekateri umi, ki razmišljajo drugače, sploh ne dobijo sredstev za raziskavo. In zato smo zdaj iščemo nove in nove specialnosti in hočemo narediti še večji akcelerator v Švici. Zdaj
17 km, pa bi naj bil 35, da še večje hitrosti naredimo, da bomo ugotovili, kaj. Ampak ta fizika, Sabina Hosenfelder pravi, se spušča v matematično analizo in modeliranje, ne pa v logično razmišljanje od začetka do konca, kje in kako. Zdaj, James Webb, projekt, ki je zdaj da najgloblji pogled v vesolje, postavlja pod vprašanje teorijo velikega poka. Ker opaža, tako daleč gleda, on gleda v čas 13 milijard nazaj in vidi vesolje dosti podobno, kot je zdaj. Po naši teoriji velikega poka, singularity, puf, eksplozija in potem počasi oblikovanje vsega tega, se si ne znam predstavljati, iz bucikine igle nastane vesolje, kaj je to singularity. Ampak kdo sem jaz, da bi o tem sodil? Samo ne jaz, ampak tudi cela kopica drugih zelo modrih ljudi pravzaprav ugotavlja, da nimamo odgovora na to, zakaj v 13 milijard nazaj v čas vidimo podobno sliko, kot jo vidimo zdaj bliže, recimo pol milijarde nazaj. Se pravi, strukture so že tako stare in seveda zdaj se postavlja vprašanje, kje in kako. In v znanosti je bilo v tem do nekako 1880 je veljalo, da se vse skupaj dogaja, vsa materija dogaja v nečem, kar smo takrat imenovali eter. Danes pa z enim poskusom so takrat poskušali ugotoviti, da eter je in a ga ni, in z enim samim poskusom, ki ga niso nikoli ponovili, pa vprašanje je bil dobro narejen ali ne, so ugotovili, da etra ni. In od takrat naprej etra ni, to se pravi, recimo Nikola Tesla je bil velik zagovornik etra, in če bi to bilo nekaj, kar je pod nivojem atoma in še pod nivojem delcev, ki sestavljajo atom, je seveda bi bila teorija iskanja, kje najti prave rešitve, verjetno lažja in hitrejša. In bi mi bolj celovito lahko razumeli življenje, ki je pa zdaj prišlo v neko ozko ulico, kjer ne vidimo, kaj je nebo, kje je leva stran, kje je desna, kaj je pod nami. In v bistvu že to, kaj je Bruce Lipton poskusil pripeljati kvantno mehaniko v biologijo, je bil velik upor. Ampak zdaj pa to logično priznano. In zdaj ugotavljamo, da zelo verjetno DNK zato, da razmnožuje sam sebe, oziroma da se replicira in da upravi vse procese v celici, ki jih je nebroj, non-stop. Vsaka celica je 24 ur zaposlena z grozljivo kompleksnimi projekti, ki jih komaj zdaj lahko razumemo, ko imamo umetno inteligenco. Je seveda rekel, če je to tako, potem mora biti še kaj drugega, kakor samo kemija, in je uvedel zdaj počasi fiziko v biologijo. No, in mi smo rekli, junk DNK je zgodovinski ostanek razvoja, ker mi potrebujemo za delitev celic, pa za njeno funkcioniranje samo 6% DNK. Danes pa govorimo o tem, da smo mi svetlobna bitja. In če smo svetlobna bitja, v bistvu po kvantni teoriji, zdaj smo energija, zdaj smo materija, zdaj smo energija, in to niha tako hitro, da si ne znamo zamisliti. In če smo torej kvantni in energetski izmenično, potem je vprašanje,
kaj v tem DNK-ju je energija in kakšne procese vodi ali pa sproža sama energija, torej valovanje. Kaj je pa kemija? Kemija je zelo trda stvar, kot če rečemo energija, mora se spremeniti najprej v materijo, potem pa materija v razne oblike te materije in recimo, da je to zamrznjena energija. Zdaj, epigenetika je samo en del. Nemški fizik Pop je pred, kaj bo zdaj že 30 let verjetno, ugotovil, da imamo tudi biofotone, ki jih proizvajajo naše celice. In so ga proglasili skoraj za norca in so ga malte ne vrgli z univerze, dokler njegov asistent ni naredil naprave, ki je beležila, da dejansko, takrat je to gledal na rastlinah, da rastline oddajajo fotone. Popolnoma so jih izolirali, torej tam, kjer ne bi mogli biti nobenega sevanja od zunaj, in detektor je ugotovil, da sevajo v pravilnih nekih ritmih. Mislim, da je delal s paradižnikom, pa s papriko, pa z kumarami. In vse to je proizvajalo fotone, fotone, biološke fotone. No, in takrat se je pol razvila ta ena teorija, ampak spet omejeno. To ni danes mainstream. Mainstream so neke fancy stvari okrog fizike, pa okrog tega, kako se svet širi ali ne. Zanimivo je, da to me zelo zaobjema moje raziskovanje ali pa moj ali pa moja radovednost. Če imamo mi razpad vsega, kar je materialnega, in govorimo, da je to drugi zakon termodinamike, to se pravi, da energija se zgublja. Zakaj ne bi imeli tudi sintropije, če imamo entropijo? Entropija je ena postulatov fizike, ena najbolj znanih zakonov, ampak v vesolju je praktično vse nekako simetrično. Torej, če imaš pozitiven proces, imaš tudi negativen proces. Tukaj pri entropiji ga nikoli niti iskali nismo. Imamo enega zelo dobrega slovenskega znanstvenika, fizika, ki je takole debelo knjigo naredil na temo sintropija in je dokazal matematično, fizikalno, da zelo verjetno obstaja tudi nasproten proces, ki pa se dogaja ne na istem nivoju, kakor je entropija, ampak na drugem nivoju. In biološki procesi, ko mi iz ene celice naredimo telo, to je čista sintropija. Telo ustvarja, raste in generira. Zdaj, v zadnjem času pa sploh ugotavljamo, zame najbolj fascinanten znanstvenik, ki sem ga ujel na YouTubu, je Michael Levin, ki je uspel narediti, on trdi, to je dokazal, da je napetost, električna napetost v embrionalni celici ali pa potem kasneje, v skupku, v zigeti, tista vrednost, ki samo oblikuje celice brez genskega inženiringa v naslednjo fazo. Recimo, vzel je fascinanten poskus, vzel je žabjo jajčece, paglavca, in je meril na površini paglavca napetost električno. In obenem gledal, kaj se dogaja znotraj paglavca, katere organi so se začeli formirati.
in je ugotovil, da ob določenem napetosti, električni napetosti na površini so se začele razvijati noge, tako lepo počasi. Torej, samo organizirale so se celice, ki niso bile nič genetsko spremenjene. Se pravi, to so še vedno celice zarodka iz jajčeca žabe. In potem, ko so mu že zrasle noge 4, je on na sredi med tema 2 nogama dal isto napetost na površini tega pupka oziroma paglavca in so mu zrasla en par novih nog. Kar pomeni, da je imel na vsaki strani po 3 noge. In potem je to isto ponovil, ko napetost pomeril, ko so se začele razvijati oči. In ko so bile oči razvite, je to napetost naredil na hrbet paglavca in se je organizem samoorganiziral in na osnovi ukaza od zunaj, tako rekoč, naredil 3. oko na hrbtenici. Mislim, to je neverjetno, ampak on ne doživi nekega javnega priznanja, splošne radovednosti, ampak mislim, da to je en najbolj fascinantnih zgodb, ki se zdaj dogajajo. To je mešanca elektrotehnike, biologije, računalništva, umetne inteligence in on je pravzaprav to začel proučevati zato, ker ga je zanimalo, ali bi lahko mi regenerativno medicino, recimo, če ti morajo nogo odrezati, imaš občutek, da imaš nogo, noga te lahko boli, ne, to je ta fantomska bolečina, pa je nimaš. Najprej, če to, ali lahko sprožimo proces, da bi noga začela rasti. No, in spet je pa žabi odrezal nogo in je potem dal enako napetost na koncu, torej na amputiranem delu žabje noge, kakor je sicer, kadar začne rasti noga v samem zarodku. In je sicer dolg časa trajalo, ampak mu je zrasla kompletno identična noga, kot so jo odrezali. Ja, to je zelo zanimivo. To me res, se mi zdi, da če bi v to dali več znanosti, namesto da orožje razvijamo, kako bomo drugega uničili, bi... Čez zgodovino je bilo veliko takih posameznikov, ki so drugače razmišljali, ampak jaz bi vsem rekel, da večina teh, to je v bistvu tržnica idej, ne? Tako kot v svetu startupov, imamo veliko idej, veliko poskusov, veliko takih nenavadnih poskusov, ja, ki celo industrijo hočejo pretresti, ampak večina teh ne preživi. Ne? In se mi zdi, da je to ta sila evolucije, ki jo tudi vidimo v naravi. Ne? V naravi veliko poskusov z temi naključnimi mutacijami se zgodi. Ne? In potem narava ugotovi, ena mutacija je pa zelo koristna, ja, in ta bo preživela. Ja. Ne? In se mi zdi, da je dobro, da imamo tudi mi proces, da znamo prepoznati Galileja, ki reče, Zemlja se vrti okoli Sonca. Koliko kasneje po njegovi smrti. Boljši proces rabimo, ja. Boljši proces definiranja dobrih in slabih idej. In zdaj trenutno imamo to znanstveno metodo, ki zahteva eksperiment in replikacijo rezultata. Ne? Vse to je super. Ja. In ne vem, verjetno ni to najboljši možen proces, ampak ta ga imamo. Ne? No, ampak nekatere procese s to metodo pravzaprav sploh ne omogočamo. Ker danes je vsa znanost je podrejena denarju. Mislim, ne moreš biti znanstvenik, razen v bogati fondaciji, pa tudi tam je torej moraš nekoga, ki upravlja fondacijo, prepričati, da je tvoja ideja nekaj tako briljantnega, da bo prinesla, ne vem, spremembo paradigme
na nekem področju, ali pa da bo prinesla res veliko koristi za splošno dobro, ali pa samo konkretno za tistega, ki bo to znanje lahko monopoliziral skozi oblike patentiranja. A poznate tisto statistiko, koliko je Nobelovih nagrajencev in iz kakšnih družin prihajajo? Ne, to pa ne poznam. Ker je 90% Nobelovih nagrajencev prihaja iz višjega sloja, kar je nekako logično. Doma imaš knjige, starši so izobraženi in podobno. Ne? In to sem dostikrat razmišljal, da se v bistvu en način razmišljanja v znanstvenem svetu podpira. Ja. In se, iz roda v rod. Ja, in se v bistvu reciklira in obrača, to je res, ja. Ker recimo, če bi mi res nek izobraževalni sistem, ali pa prej sva se pogovarjala o umetni inteligenci, da ima vsak na voljo osebnega tutorja, ki je boljši od Aristotela, vsak ga ima na svetu, kakšen potencial lahko odklenemo z vidika različnih načinov razmišljanja. Doktorat lahko dobi mogoče nekdo, ki je iz revne družine, zato ker bomo zdaj imeli resurse, da ga lahko izobrazimo. Da se sam uči. Da ga izobrazimo na vrh Monte Everesta. Se mi zdi, da prihajamo lahko na nek način čutim neko zlato dobo mogoče. Zdaj pa imam jaz vprašanje zate. Ko pogledamo zgodovino dobrih programov, recimo LinkedIn. LinkedIn je bil dolga leta ideja, so jo razvijali in je bil zastonj. Zato, ker pravzaprav niso imeli ideje, kako bi ga monetizirali. Zdaj, ko je dovolj veliko ljudi na njem dalo svoje podatke zastonj in ko je promet ogromen, so začeli zaračunavati. In to enako se dogaja z umetno inteligenco. Zdaj je moje vprašanje, a to pomeni, da si bo lahko umetno inteligenco ne tako, kot si rekel, kdorkoli, kjerkoli, ampak prvoščil samo tisti, ki bo to lahko tudi plačal monopoliziranim dobaviteljem tega znanja, ki so ga pa mimogrede počrpali iz vsega obstoječega znanja, ki smo ga mi kot družba do zdaj naredili in digitalizirali. Tu je tudi vprašanje, a je to ok, ali to ni ok, vsi ti avtorji pretekli, ki umrli, živeči, ne dobijo ničesar. Jutri pojutrišnjem bojo morali za svoje znanje, če ga bojo hoteli čez računalnik do njega dostopati, plačevati kot vsi ostali. Ja, jaz mislim, da se obratno dogaja. Daj mi en dokaz za to. Recimo, prejšnja tehnologija skozi človeštvo se je vedno začela tako, da je bila dostopna samo elitam. Tiskarski stroj, avtomobili recimo, to si samo, mogel si biti res premožen. Ja, se strinjam. Pa greva naprej, recimo GPS, najprej je mogla vlada razviti, samo vojska je imela to na voljo. Slehernik ni imel dostopa do GPS-a. No in potem se premikava naprej, internet spet, vlada, univerza, računalniki, zelo drage mašine. Mogel si imeti srečo, da si bil na taki univerzi, da si imel sploh dostop, da si lahko uporabljal računalnik. Na začetku je vsak produkt drag, Pri umetni inteligenci je pa obratno. Ko se je ChatGPT lansiral, je instantno cel svet dobil dostop do najboljše možne tehnologije, ki trenutno obstaja. Samo en drobec tega, pa samo za nekaj časa zastonj. Pride čas, to te sprašujem, da bodo vse zaračunavali. Jaz mislim, da ta tudi trend open source-a, ki prihaja predvsem tudi iz Kitajske, pa iz Francije, imamo podjetje Mistral, pa DeepSeek, pa Llama recimo od Zuckerberga, to so open source modeli in kdorkoli ga lahko doma poganja zastonj. Koliko časa sprašujem? To je moje vprašanje, ker to je vse lepo, to je tako kot droga. Najprej ti jo dajo zastonj v gostilni za na univerzo oziroma v gostilni bifeju za gimnazijo, probaj potem je poceni in kasneje, ko si ti že junkie, takrat imaš pa pravo ekonomsko ceno. In takrat ti pa vzamejo zadnji dinar iz žepa. In
tega se jaz bojim, da je to ta model. Morda, jaz imam nekako drugačno intuicijo. To je diskusija, vprašanje. Ja, saj tudi recimo Android sistem na telefonu, ne, je open source in je to že 15 let drži, ne, in še vedno je nek telefon v Afriki, nek enostaven Android telefon $15 stane. Ne. Glih sem se vrnil februarja iz Tanzanije. Ne. In jaz mislim, da ni ekonomskega interesa, da bi to začeli zaračunavati, ker enostavno več dobijo denarja zaradi mase ljudi, ki to uporablja. Tako se mi zdi, da nekako z oglaševalskim modelom je možno to monetizirati, ali pa da mi naučimo umetno inteligenco že sam z uporabo, da postane boljša. A ne? Zdaj, moje drugo vprašanje je, če zdaj umetna inteligenca zajela do leta, danes smo 25, do leta 24 ali pa 23, vse, kar je bilo digitaliziranega, kako bo zdaj zajemala to, kar bo sama producirala oziroma kar bomo mi producirali, vsi ostali v prometu, internetnem prometu, in seveda, a bojo nam zdaj rekli, ok, morate approvati, da mi skrepamo vse, kar ste vi po internetu pogodb naredili, raziskav, analiz in podobno. Ali bo to kar še naprej prosto dostopno in zdaj, ko bo pa umetna inteligenca dela dodatno znanje, novo znanje, nove dokumente, nove rešitve, si bojo pol različni protagonisti umetne inteligence to zaračunavali drug drugemu, vsi skupaj pa nam. Ja, morda, ja, ne vem. Ja, zgodovina nas uči, da je to več ali manj. Facebook, lep primer, ne? Facebook je bil na začetku zastonj, ne? Zdaj moramo pa reklame gledati. Ampak še vedno je iz tega vidika zastonj, ne? Ja. Se pravi, malo svoje pozornosti mora dati. Plačaš skozi izdelek, plačaš tako je. Na free lunch, kar pravimo. Ne? Ja. Jaz vse nekako razmišljam, da imamo svobodno izbiro posamezniki in nekdo nam ponudi produkt, čeprav je to zelo težko argumentirati, da se nek otrok sam odloči, da bo na TikToku cel dan, ne. To je zdaj kočljivo, ampak vse mi imamo izbiro, da zavrnemo, rečemo, ne bomo na Facebooku. Ne? Tukaj je pa zastonj. In jaz vse mislim, da je dobro, da imamo opcije, da imamo možnosti. No, recimo včeraj sem se peljal iz Reke v Ljubljano in sem se ustavil v Knežaku pri sorodnikih od svojega nečaka, ki tam živijo v eni idilični vasi. Malo naprej od Knežaka prva, naslednja vas. In smo se pogovarjali z gospodom in gospo in je rekla, kako je bilo pri nas časih, smo bili skupnost, je bila vas skupnost. Smo se obiskovali, smo imeli dogodke, pa so bile veselice, pa so bili gasilci, pa je bilo kaj drugega, pa so bili državni prazniki, pa smo, čeprav smo bili majhna vas, smo se za državne praznike dobili, pa tudi sicer. Je rekla, odkar je internet, si pošiljamo obvestila za rojstni dan. Ampak ne gremo se srečati. Jaz ne potrkam ali pa meni ne potrkajo. In recimo sem razmislil, kaj sem jaz naredil, preden sem si drznil ustaviti na njihovem dvorišču, da jih pozdravim. Sem poklical njihovo hčero in sem prosil, če oni pokličajo starše in vpraša, ali je primerno, da jaz pridem na obisk. 25 let nazaj, če bi bil na tej poti, bi nič ne razmišljal, potrkal bi na vrata, če so doma, če ne. In zanimivo, tudi ob nakupovanju izkušnje, prenos ustni prenos o tem, kakšna je izkušnja z nekim blagom, z nekim obrtnikom. Oni so ravno pregnavljali hišo. Ja, kljub temu, da sta
52-letnik, pa ne vem, gospa je pa 1952 je gospod, gospa pa je, mislim, da 10 let mlajša, so na internetu dobili obrtnike in najboljšo ceno. Se pravi, te vezi so res se popolnoma zminimizirale in so se, bi rekel, uprle ali pa zaprle znotraj ozkih družinskih krogov. Ja. To je zdaj, kako bo to v naslednji generaciji vplivalo na razvoj, duhovni razvoj otrok, če govorimo zdaj, te ekstreme že imamo na Kitajskem pa v drugih državah, okrog preveč angažiranja na internetnih medijih je to, in seveda to je popačena slika. Ne? Nas so učili v komunikacijah, da je 80% komunikacije med ljudmi neverbalne. Se pravi, mi smo energetsko polje in mi dva zdajle si izmenjujemo energijo. Mi dva na kvantnem nivoju interiramo drug z drugim na kvantnem nivoju, to pod subatomskem nivoju. In to danes veliko ljudi o tem pripoveduje, o teh izkušnjah, recimo, jaz sem bil v Londonu, sem poslušal, ne bom zdaj znal povedati imena, eno najbolj znanih Indik, ki je preživela raka. Bila je v komi 12-13 dni in vse, kar so čakali, je, da njen brat pride, ona je bila mislim, da so bili v enem od teh velikih mest na Daljnem vzhodu, mislim, da v Singapurju, in so čakali na brata, da pride iz Indije. In je niso odklopili. In ona je vse to v knjigi napiše, ona je to slišala in se je trudila tudi sama, da ne odide dokončno iz telesa, dokler ne pride brat. Ker sta bila dvojčka, zelo navezana drug na drugega. In brat je prišel in si je strašno želel, da bi se zgodil čudež in da bi ona preživela. In ona se odločila v tistem trenutku, ko je videla, ko je brat prišel, ko je čutila to ljubezen in to navezanost in ga pravzaprav ni hotela razočarati in prerezati srebrno nit, kot pravijo, med telesom in med dušo, duhom, kakorkoli, to esenco, ki se seli iz ene inkarnacije v drugo, in je rekla, ne, grem nazaj. In se je vrnila v telo, ne glede na vse muke, ki jih je to fizično telo trpelo. In ona je doživela nekaj, kar rečejo spontana ozdravitev, spontaneous remission. Povsod po celem telesu je že imela rakaste tvorbe in v 14 dneh so vse rakaste tvorbe zginile. V 14 dneh. Potem je bil glavni problem, kako bojo jetra, ledvice, vso to tkivo razpadlih rakastih celic lahko počasi očistile iz organizma. In pa so jim pomagali z najrazličnejšimi metodami. Tako da to bi bil lahko, ona bi lahko od tega, od zastrupitve z ostanki razpadlih celic rakastih umrla. Če to gre prehitro in so pa, ne vem na kakšen način, upočasnili in ženska je v roku 2-3 mesecev stala na nogah. In se je zavezala, da bo o tem govorila in predavala po svetu in napisala je knjigo. In je posvetila življenje temu dejstvu, da nismo to, kar se nam zdi. In zdaj, če mi govorimo o tem, o kvantni fiziki, pa o nas,
aplikacija ali pa aplikacijo te kvantne fizike v človeku, potem prideš do tega, da duša mora biti nekaj kvantnega, nekaj, kar se lahko seli, kar ima svoj spomin in kar ima svojo intencijo. In danes znanstveniki pravijo, veliko znanstvenikov pravijo, da materija brez zavesti ne obstaja, ker eden od zakonov pravi, če ti gledaš foton, dobiš materijo šele takrat, ko pride opazovalec v enačbo. Drugi pravijo, to ne more biti, ampak ta enačba je lahko zavest. Res je vprašanje, kako to, da vsi enako vidimo eno drevo. Se to ne vemo. Ja, to ne vemo, ampak... Če enako vidiva, midva. Ja, če tole posnameva, tvoj mikrofon, ga vidiš ti enako pa jaz, ki ga rečemo, kako ga narišeš kakšno dimenzijo, ima isto dimenzijo. Torej, več ali manj To je ta kvalija, ne? Problem kvalije, da zeleno barvo, midva se strinjava, da je zelena, ampak ne veva, kaj dejansko pomeni zelena. Pri meni je lahko vaša modra zelena. A veste, kaj mislim? Ja. Strinjava se, zelena je zelena. Ne? Zelena je zelena, dobro. Je pa to fizikalno neka kombinacija valovnih dolžin, svetlobe, da ti da zeleno. Ja. Ampak to se zelo strinjam. To je v bistvu ta idealizem, da v bistvu zunanji svet ne moramo zares definirati, da zares obstaja, ker se v nas noter prikazuje ta juha, ne? Ja. In brez tega, brez zavesti... Svet v naši percepciji, v naši zavesti, je sploh to fikcija, ne? No, to si sicer ne znam predstavljati, ampak na koncu očitno je zavest izjemno pomembna. In ko bomo do zdaj, zavest so v možganih, ne? Sheldrake, Rupert Sheldrake, poznam, ja. Pravi, ne more biti. Ne? Kaj pa oblikuje moje noge, pa tvoje lase? Začnemo vsi z oplojeno celico in potem gremo naprej. Kje dobi celica oziroma razvijajoč se fetus informacijo, koliko celic naj naredi kosti in kako dolge naj bojo? Ali naj bojo krive ali ravne ali na X noge, ali naj ima taka ušesa ali naj ima taka ušesa. Ne? Kje? To je nekje zabeleženo. DNK verjetno. Ja, ampak zaenkrat smo rekli, DNK, 6% DNK uporabljamo za to, da se razmnožuje. Bum, ampak kakšno formo bo naredil, strukturo telesa, je pa ne vemo, kje je, zaenkrat znanost ne ve, kje je to zapisano. In zdaj obstaja teorija, da je to verjetno v tistem junk DNK-ju zapisano, kolikokrat se bo razmnožila, ker kaj, nam se nohti ne nehajo rast. Naši lasje non-stop rastejo, naša brada non-stop raste, se pravi, nimajo tega okvirja, medtem ko kosti pa zrasajo in prenehajo rast. Se pravi, kakor da bi imel načrt, kot da bi celice kosti imele načrt in se ustavijo, ko dosežejo dimenzije načrta. Ampak, če to je tako, kje je to zapisano? In kako lahko na to vplivamo? In tukaj najbliže temu je Levin. On pravi, jaz bi v bistvu lahko naredil sfingo. Konja z žirafino glavo. Teoretično. Kaj pa odgovorite vnukini, če sem prav razumel, ko vpraša, zakaj sem jaz? Ja, v bistvu bi morali začeti razlagati, da je telo, pa duša, pa energija, pa podobno, ampak smo nekako v tisti fazi, ko smo enostavno to preskočili, pa smo njeno pozornost preusmerili na kakšno drugo vprašanje. Ampak to se bo ponovilo, slej ko prej, in takrat bomo pripravljeni. Zdaj na ta preskok oziroma na ta
napad iz ozadja, smo bili popolnoma nepripravljeni. Ne? Se mi zdi eno najpomembnejših vprašanj to, ampak je zelo osebno. Ja, ampak je res njeno to vprašanje. Nobeni ne bo mogel tega odgovoriti, noben zunanji. Ja, lahko je daš nek okvir, v katerem bo lahko iskala, ne? Ampak zakaj? Če v podtonu je to, kaj definira mene kot mene. No, torej, ego, super ego po raznih teorijah. Ne? In moja zavest, se pravi, kaj, moj duha, pa duša. A ste vedno raziskovali take stvari, ali je to bila pol kasneje na vaši poti neka nova stvar? Ne, se že rodil s tem. Ja. Ves čas. Kako vam je pa, načeloma podjetniki nimajo v družbi take tazga brenda, da v teh stvarih razmišljajo? Jaz sem v bistvu zato tudi delno financiral v kakšne take projekte, ki bi lahko dal neke odgovore. Če bi recimo ne imel, če ne bi se zgodilo leto 2008, pa posneje posledično 2010, ko smo mi mogli zapreti družbo Poteza, bi zagotovo s tem denarjem jaz poskušal kaj podobnega financirati, kot zdaj fantje financirajo v Silicon Valley, ker je recimo to proučevanje ne toliko umetne inteligence, ampak povezava uma našega fizičnega, kot ga dojemamo, pa seveda gadgetov, kar pomeni najrazličnejših dopolnil, ki nam bojo pomagala živeti oziroma spoznavati sebe in svet. Če pa govorimo o tem majevskem koledarju, pa je seveda zdajle po majevskem koledarju mi prehajamo v novo dobo. Oni imajo na nekih 28,000 let se menjujejo cikli in pravijo, da zdaj prehajamo v obdobje, ko bi naj prišli do nekih spoznanj, ki bodo znatno izboljšala stanje v človeški zavesti in s tem tudi v družbi in razumevanju sebe in sveta. Zlata doba? Ta se je v tej majevski, pa tudi Indijci imajo dosti podobno, imenuje zlata doba, ampak je še mal daleč. Če te čisto alternativce beremo, pač pravijo, da strašne spremembe se bodo dogajale tam do leta 35. In tole recimo nekateri ocenjujejo to, kar se dogaja v Združenih državah, je eno naznanilo novega, ki pa zahteva, da se staro spremeni. A politično imate v mislih ali imate v mislih čisto ekonomsko, tehnološko? Politično, ekonomsko. To, kar se dogaja zdaj v svetu, je tudi duhovno. Ne? Mi imamo zdaj na nož borbo med nekom, ki je izzivalec in nekom, ki brani svojo pozicijo. Kitajska, Amerika? Ja. In Kitajska se je usposobila, hvala Bogu, ali pa ne, in je začela iskati zaveznike, ker je vedela, da sama ne bo zmogla za alianso, ki jo ima Amerika, ne, Pax America, pa ta hegemon z dolarjem, ki je bil tako močan, ne, in je v bistvu zdaj prevladujoča ekonomsko-politična sila do zdaj bila. Ampak če se oni začnejo umikati, kot se je Rim, in to zdaj jasno napoveduje, zmanjšujejo prisotnost v posameznih državah skozi svojo diplomacijo. Jaz sam čakam, da bi rekli, da bi se začeli umikati iz posameznih, oni imajo 900 izpostav vojaških po svetu, kar pomeni praktično vse posod lahko reagirajo za svojimi vojaškimi silami v relativno kratkem času.
In da Kitajci to izzivajo in so naredili BRICS. In s tem BRICS-om so pravzaprav pridobili moč. In zdaj, odkot Amerika črpa moč? Amerika črpa moč iz dejstva, da je dolar rezervna valuta. In da ljudje nimajo kam, kot da dolar prenesejo v Ameriko in jih trošijo tam. Ker je še vedno 55% trgovine denominirane v dolarjih mednarodne. In ko se bo to spremenilo, enkrat potem bo padla tudi ta upadla teža Amerike in bo morala za svojimi žulji skrbeti za svoj standard, medtem ko ta trenutek skrbi za žulji vsega, kar uporablja dolar. In je ta njihova kupna moč ali pa to možnost zadolževanja izjemna, in oni živijo čez svoje kapacitete, ki jih naredijo. In teorija pa pravi, da ko je strošek vzdrževanja hegemonizma oziroma hegemona večji od koristi, se začne kazati padajoč trend tiste družbe, ki to je. In to v zgodovini imamo lep primer. Španija, ki je izkoristila zlate rudnike, se niti ni ljubilo prav veliko ukvarjati z kolonijami pa z osvajanjem. Tam tisto Južno Ameriko je držala, tam je črpala, dokler je bilo, in je sploh zamudila prehod v manufakturo pa industrializacijo in je padla pravzaprav v eno veliko krizo. Iz kjer se je pobrala šele, ko smo Španijo vzeli v Evropsko skupnost. Zato, ker ni bilo treba. In zato, ker je bila elita dovolj preskrbljena in niso gledali, kaj se dogaja na levi in desni in kam bi naj vlagali, bolj so žurirali, tako kot v Rimu. V Rimu zadnjih 400 let niso druga razmišljali, kako bodo igre uprizarjali v teh velikih cirkusih svojih. In praktično so iztrebili divje živali v Severni Afriki. Ja, ta cikl zatona, vzpona in zatona imperija je dolg traja. Dolg traja, pa podobne, vidiš podobne razloge. Anglijo, vse Anglija je naredila Ameriko. Je pravzaprav zenit dosegla tam v 17. 18. stoletju, še malo 19. Pol je 2 vojne preživela, tako kot Evropa, in se je sesula, pa še vojno imela v Ameriki. Oziroma osamosvajanje. Se pravi, kdo so Američani? Angleži, ne? Pa Francozi delno. Ampak gledano, če ne bi kapital, star denar, ki je bil naropan v kolonijah angleški, šel v Ameriko in financiral osvajanje, pa gradno, železnic in vse ostale infrastrukture, bi bila Amerika bog ve kje. In kaj so Američani naredili? Enako so naredili za Kitajci. Ko so enkrat se z Maotom oziroma Deng Xiaopingom zmenili, potem se je to odprlo in so naredili eno brezcarinsko cono, kamor so Američani drli, ker so videli trg 1,3 milijarde, pa Američanov je pa vsega skupaj 300 milijonov. Mislim, 350. Se pravi, veliko manj. In kapital je šel v upanju, da bodo lahko zasegli in preplavili ta trg. In Kitajci so pa šli v WTO, mi smo jim dali vso podporo in oni so samo izvažali, medtem ko svoj trg pa niso odprli tako, kot bi WTO hotel. Sem bil na Kitajskem, smo se pogovarjali, takrat, ko Janša šel enkrat na Kitajsko, tik preden smo
predsedovali Evropi. Pred krizo, verjetno. Ja, tako je. 2007 je bilo to, ja. In so nam takrat organizirali sestanke z predstavniki gospodarskih zbornic Evrope, pa cele Evrope. In so povedali, to ne gre, oni tam, kjer želijo, nas pustijo noter, so pa sektori in industrije, kjer niti slučajno ne pustijo ali pa naredijo prepreke, te mehke prepreke tako visoko, da ne moremo uvažati ali pa investirati, in so zakonske ali pa izvenzakonske, podzakonske regulative tako narejene, da ne moremo. In so se skozi pritoževali in oni so skozi, vse je super, vse je fajn, mi se trudimo, ampak ne gre, pa morate razumeti, rabimo več časa. Niso bili nič arogantni, ampak dovolili pa niso. Ne, medtem ko zdaj pa to vse na nož. In meni se zdi škoda, da je ta trenutek tako radikalno nasprotje med Ameriko, ker Kitajci nikoli niso osvajali, oni so vedno branili svoje meje. Mongoli so bili tisti, ki so dvakrat preplavili Evropo. In oni so zid naredili zato, da so se zaščitili pred Mongoli. No, na koncu so mongolskega kralja naredili Mongola naredili za svojega cesarja, no, ampak to je že druga zgodba. Ja, ampak ne. Oni so imeli ladje v 14. stoletju, so grozno neko ladjevje zgradili, so pošli pogledati do Bližnjega vzhoda, rekli, tu ni nič zanimivega za nas, te so barbari, gremo nazaj. Niso šli v Ameriko, tam so tudi bili barbari za njih. Mi ne razumemo, kaj so Angleži uničili v 18. stoletju, kakšno cesarstvo, pa kakšno zgodovino. In to je, Kitajci v duši trpijo zaradi tega. Ja, res je. Ja. Sem nekaj časa živel v Pekingu, tako da sem malo imel stika s tem duhom, ne? Ja, pa kako je drugačen od našega. Ne? To je kolektivističen. Ja. A mislite, da bo prišlo do kakšnega spopada med tema dvema imperijema, preden bo ta prepustil novemu? Ne vidite tega. Ni šans. Tajvanci bojo v nekem trenutku ugotovili, da je bož, da naredijo tako, kot je naredil Hong Kong. Pa bojo si izborili neke koncesije, zato ker pač imajo tehnologijo. In Tajvan ni za nič drugega zanimiv kot zaradi semikonduktorjev, ki jih imajo, in tehnologijo, ki imajo. Ja, sem to cel svet uporablja, pa želi, pa hoče. Ja, to pa pomeni, da bo monopol, ki ga imela Amerika, šel nekam drugam. Ta monopol, ki ga imela Amerika, so ga prostovoljno prenesli zaradi pridobivanja večjih stopenj dobička njihovih blue chipov. Pa so malo pozabili na to, kakšni so side efekti tega dejstva, da ti sestavljanje Apple preneseš 100% iz Amerike drugam. Mi smo jih naučili, vse. Mi. Ja. Zahod, ja. Ja, ampak oni so se hitro učili in največja razlika je v tem, da so Američani utrujeni, Evropejci smo utrujeni ali pa smo leni, če drugače temu rečemo. Nočemo študirati, naravoslovnega študija je vedno manj. Kaj pa vem, to prekladanje številk levo, desno in vsa ta družbene vede, kako lahko mi neko novo vrednost. Nova vrednost se ustvarja v realnem sektorju. Družbene vede oziroma ta družbena nadgradnja sam preklada to, kar je bilo ustvarjeno. To je v realnem sektorju. Kaj zdaj štejemo za realni sektor? Najbolj realni sektor je kmetijstvo, pa je industrija, pa je tudi seveda storitveni sektor.
logično, če zdaj govorimo o umetni inteligenci, to tudi zelo realen sektor, ampak zdravstvo je realen sektor. Čeprav pri nas ga imamo pač je to storitveni, ker se pač drugače financira, ne tržno, ampak ja, je. Medtem ko v znanosti oziroma v številu študentov Indijci pa Kitajci delajo ogromno inženirjev. Evropa pa Amerika skupaj naredijo manj kot Indijci, pa veliko manj kot Kitajci. In seveda v Ameriki študirajo zato, da se fajn imajo, da prođe vreme, pa da dobijo papir, na Kitajskem pa študirajo zato, da znajo in grizejo. Moj sin je bil na postdiplomskem študiju, fiziko končal, pa šel v München, pa iz Münchna so ga poslali na 2 meseca v Ameriko, no in je tam srečal fizika, ki je rekel, kaj pa ti delaš, pa mu je razložil in on je rekel, kakšno perspektivo pa imaš, vsake 4 leta boš postdoc iskal, nikjer ne boš se mogel plasirati, ker takih fizikov, kakor sem jaz, pa ti, je ogromno. Tisti, ki so profesori, je krem de la krem in jih je 0,0, ne 0,1, 0,01. In pa še prav se moraš pisati, pa sprave familije moraš biti, pa TTT, se pravi, nimaš šans. Je rekel, pejdi razmisli o tem, da greš v biznis z znanjem, ki ga imaš, in je pa šel na Haas Business School in je seveda zamenjal profesijo, je šel v ekonomijo oziroma bančništvo. To, kakšna koincidenca, skupaj sta sedela v letalu in sta se peljala na isto predavanje in mu je to svetoval in on je, ko je preletel v Silicon Valley, je pa šel na fakulteto vprašati oziroma na univerzo, je to res? In so rekli, ja, se je prijavil, čez 1 leto je bil tam. Ampak na teh šolah, na nekaterih res garajo, medtem ko te high school, to je pa tek tako. Tam teh dobrih univerzah se tudi v Ameriki gara, medtem ko rekel, v povprečju pa je tako. A mi orišete, kako je bilo v prejšnjem sistemu? Jaz sem se rodil leta... Kakšen je bil duh prostora, podjetništva? Ja, jaz sem 51 rojen, jaz sem fakulteto sem končal leta 74, 75 sem šel v vojsko in po vojski sem šel v službo. Kakšno službo? Službo. Ja, kakšno je bilo? Ampak to je bilo obdobje, mi smo imeli centralizirano državo, federacijo, kjer so te republike, ki so zdaj samostojne države, bile v bistvu entitete, gospodarsko-pravne ureditve, ki pa niso bile konstitutivne kot država. Ne? In so se pol začele tenzije med Hrvati pa med Srbi, na Kosovu, tako med Srbi pa med Kosovari. A že pred 80. Ja. To je latentno skozi. Jezik, kultura, vera. Kaj pa najbolj močnejše bilo v teh tenzijah? V bistvu je osnova, mi imamo pač tukaj v zahodnem delu vpliv katoliške cerkve. Ne. Pravoslavna cerkev je nehierarhična. Tam vladiko volijo vsi, tako kot skupščina. Pri nas se organi v cerkvi so hierarhični. Ne. In gre počasi, ti počasi napreduješ po svojih sposobnostih in zasedaš boljša mesta oziroma bolj odgovorna mesta. In tako se je tudi družba gradila. Medtem ko pa njih je komovčarstvo.
rini se, kdo bo močnejši. Poglejva, kakšna je relacija med Rusijo pa med Ukrajino. Tu prav ni razlike, ne? Kdor je močnejši, ta bo prevladal, ne po demokratičnih vzame z rezervo, glede na vzhodni blok, ne? Ampak kljub temu nekih logičnih procesih odločanja, kdo je najboljši v eni skupini, pa kdo je najboljši v drugi skupini. Ne. To je pač, kdo je bolj zvit, kdo je bolj močan, kdo je bolj povezan in ta prevladuje. Kar je, se pravi, vrednote ali pa merila so drugačna, kot so v katoliškem delu. Da ne govorim posebej o tistem delu, ki je pol prevzel protestantizem. Tam so pa izrazito na rezultat usmerjeni. Ne? No, in to je bila bistvena razlika, zato smo tam 75. 76. sprejeli amandmaje k ustavi, ki so dale prve zametke državnosti posameznim republikam. No, in jaz takrat prišel, sem želel biti diplomat, sem pisal na ministrstvo, ki je bilo, imenoval se Komitej za ekonomske odnose s tujino, če bi me vzeli kot pripravnika, no, in so me povabili na razgovor in mi je predstojnik, takrat je bil to Milan Šamec, je rekel, lej, pridi, boš pripravništvo tako, moraš odpikati nekje, ampak če hočeš iti v Beograd, te bomo parkrat poslali v Beograd, da boš okusil sol in popr Beograda in potem boš povedal, a bi šel v Beograd v diplomacijo ali boš ostal v Sloveniji. Mislim, da sem mu celo neizmerno hvaležen še danes. In sem tisti pripravniški izpit naredil v enem letu, parkrat so me poslali v Beograd in mi niti na pamet ni prišlo več, da bi šel kdaj v diplomacijo, v jugoslovansko diplomacijo. Zakaj? Kaj se je zgodilo v Beogradu? Mislim, kaj se je dogajalo? Ja, tam je v Beogradu je, če nisi bil in če nisi razumel teh oblik odločanja in faktorjev uspeha, ki pa niso bili dobavljeni rezultati, ampak vse kaj drugega. Kaj poznanstva, politika? Ja, male usluge, pohvale, božanje egota in podobne stvari je seveda, zato smo mi Slovenci tako slabo se znašli v sistemih odločanja, ker je mi pa Hrvati smo bili bolj na tej strani, vsi ostali so bili bolj na teh mehkih veščinah upravljanja in pogajanja, kaj bo kdo dobil od pogače, ki je prišla za davki v Beograd. No, zato smo mi pa imeli to idejo, oni nas izkoriščajo. V bistvu je bilo tako, ne, da vedno izkorišča močnejši in pametnejši ali pa tist, ki je tehnološko bolj razvit tistega, ki je manj. Ampak zaradi postopkov odločanja in negociranja pa imaš vedno občutek, da si nas gubi. Sprav način igre nam ni pisan bil na kožu. Mi smo slabo to razumeli. Mi smo preveč togi, bi rekel, ali pa preveč straightforward. In tam si moraš čas vzeti. Ne sme se ti muditi. Takrat se ti ni smelo muditi. No. Tako da to je bila res izkušnja, no, pol sem pa jaz ostal na tem komiteju še eno leto, na kar je kolega, ki je bil v kabinetu Mirana Mejaka, šel v vojsko in so iskali nadomestilo za njega in so nekako mene opazili na tem komiteju, pa so me predstavili v vlado Slovenije v kabinet Mirana Mejaka. Kako ste bili star takrat? Ja, sem končal zelo hitro, 23 sem bil star, ko sem končal faks, 24, 25. No in tam sem dobil izjemno šolo.
Miran Meak je bil človek, ki je pokrival gospodarstvo v vladi. Kot minister? Ali? Ja, minister brez ministerstva. Ja. To se pravi, imaš ministrstvo, recimo ministrstvo za finance, pa ministrstvo za industrijo, pa ministrstvo za kmetijstvo, on je bil pa minister za gospodarstvo in je pravzaprav usklajeval pred sestanki vlade gospodarska ministrstva, kar pomeni kmetijstvo, industrijo, finance, pa še kakšnega. Promet in zveze. No in mislim, da sem pri svojih 25 takrat poznal celo ministersko elito Slovenije skozi to delo in sem pravzaprav skozi mentorstvo gospoda Mejaka spoznal, kako deluje državni ustroj, plus tega so me pošiljali v Beograd večkrat in neizmerno hvaležen. Tako da se spomnim, kako je to bilo, kriza ena, kriza druga, banke, čez cesto je bila Ljubljanska banka, na drugi strani je bila Banka Slovenije in to so bili sestanki in jaz sem tam pisal zapisnike, poslušal, mogel kakšna gradiva razmnoževati, prenesti, dobiti od kjerega drugega ministrstva. Izjemno fajn, ampak tudi, kam bi rekel, fascinantno, koliko so nam zaupali, kako je bilo zdaj odgovor. Takrat je bilo zaupanje v človeka neverjetno. In ti ni prišlo na misel, da bi to zaupanje zlorabil, ker je bilo na drugi strani to tako jasno povedano. Lej, če boš naredil greh, si out. Ja. No, to je bilo res, to je bila etika, je bila izjemno visoka. To, zelo, recimo, aparat je bil majhen, kompakten, obvladljiv, ni bilo tega Murphyjevega zakona, kjer se birokracija samo reproducira, zato ker ti, ko si na neki poziciji, moraš imeti podanike, ki jim komandiraš, zato da boš dobil svojo težo in potem spet in na ta način raste. Ne, to so kar obvladovali dosti dobro. In seveda bila je teza, da moramo poskušati po tisti krizi, ki smo imeli, ne, se spomnite, ki smo imeli 61. Ko smo se mi naredili, Hrvati pa Slovenci smo pravzaprav imeli nek poskus menjanja odnosov moči znotraj nespremenjenega sistema in posledica tega so bile pol spremembe teh ustavnih amandmajev. In Stane Kavčič je v tistem obdobju 61-68 v bistvu se izpostavil, pa pol bil seveda zamenjan, se to je ta zgodovinska zgodba, ki je zanimiva. Ampak bilo je, ne glede na to, da je bil, to je še bil globok socializem, je odgovornost bila velika in dobro, materialnost je bila pač taka, da so bile plače dovolj za neko normalno življenje, ni bilo pa tega izjemnega iskanja prihodkov. Danes imate vi v državni upravi ljudi, ki imajo po 3-4 službe, mislim, honorarne predave. Ali pa sploh imamo zdaj tudi pri nas tendenco, da top strokovnjakov sploh nimamo več v državni upravi, ker so predragi, ampak jih naročamo po potrebi, da pripravijo zakonske akte, kakršnakoli druga dokazila. Takrat smo imeli to na fakultetah, smo imeli nekaj dobrih inštitutov, inštitut pravne fakultete za ekonomiko, pa v Mariboru inštitut, pa smo imeli na ekonomski fakulteti ekonomski inštitut, ki so te makroekonomske smernice
probali usklajevati in usmerjati za to, da ne bi bilo preveč slabih naložb na nivoju, na večjem nivoju. Tam obrtniki so že sami lahko, takrat smo imeli že obrtnike, ne, za razliko od držav na Češkem, Slovaškem, pa na Madžarskem in drugje. Ne. Tam ni bilo nič privatne iniciative. Koliko se je pa trgovali z zunanjim svetom? Koliko je bilo v bistvu sploh tega? Ja, mi smo dosti trgovali v tistem obdobju to je bilo obdobje, ko se je Jugoslavija zadolževala, če se spomnite, mi smo se zadolžili. Spomnim se ne, ampak. Iz knjig, ne. Mi smo se takrat zadolžili v tem celem obdobju do 85. Mislim, da pa skoraj do 90. Ko smo razpadli, smo imeli, mislim, da 21 ali 22 milijard dolarjev dolga. Z obveznicami smo se zadolževali, pol pa je bila inflacija. Pa je bila pa inflacija, posledica tega. Pa je bila ta naftna kriza, ker je Gaddafi sprožil naftno krizo, ker se je cena nafte iz $3 na barel spravila na 10, pa na 12, pa potem prišla na 100, ne, in to je povzročilo, zato da si lahko energente kupil, si mogel veliko več izvažati. In to je bil pretres na celem svetu. In to je bila pol ta kriza, ker so bile obrestne mere na dolar, mislim, da tudi 15-17%. No in kaj je trajalo, ta cirkus z visokimi obrestnimi merami, ki se je začel z naftno krizo, je pravzaprav zelo zatresel svet. Ne. To nekaj podobnega, kot se je zdaj zgodilo 2007 oziroma pri nas 2008 v Evropi, ne, ko je Lehman Brothers šel v likvidacijo in ko smo imeli globalno krizo. No, tretja pa zdaj bila, ko smo imeli COVID. Z gospodom Jezerškom sem se pogovarjal, starejšim. Ja. On je bil kuhar Tita. Ja. Pa mi je ga zadnjič srečal na enem sprejemu. Ja, pa mi je razlagal, 3 ure so se pogovarjala, sicer ni bilo posnet za javnost, to so bilo oni imeli za svoj osebni družinski arhiv, ampak te zgodbe mi je razlagal, ko je on na temu Galebu kuhal za Gaddafija, pa ti to ta. Ja. A ste vi imeli kakšne stike s tem zgornjim delom politike? Ne, politika bila, izvršilna oblast je bila strogo ločena od politike. To se pravi, stičišče med politiko in izvršno oblastjo je bil predsednik vlade, pa recimo podpredsednika 2 ali pa 3. Takrat smo imeli predsednika za družbene dejavnosti, predsednika za sistem, družbeno-politični sistem, nekoga, ki je bil odgovoren za gospodarstvo, in to je bilo v glavnem, te so se pogovarjali, bile so tako imenovane koordinacije, ker so se srečali parlament, glava vodje parlamenta, vodje vlade in seveda takrat strank, ki pa je bila samo ena, in to je bilo predstavnikov Zveze komunistov, pa seveda drugih političnih sindikati po potrebi, pa SZDL po potrebi, mladinci, včasih ja, včasih ne. To so bile politične stranke. Ne? To je bila politična, to je bila pa izvršilna. In srečali so se, ko so se pogovarjali o ključnih stvareh. Drugače pa strogo ločene. Ja. Mi smo bili pravzaprav v dobršni meri, pravilno rečeno, izvršilni tistih stvari, ki so se skupaj odločale na najvišjem nivoju. Cele te strukture. In to je kar dobro delovalo. Ta socializem je bil relativno etičen, tam do konca. No. Kaj se je pa pol zalomilo?
Ja, potem smo pa smo imeli pa predolgo obdobje privatizacije, predolgo. In v tem obdobju privatizacije... To že govorite po osamosvojitvi? Ja. Takrat smo pa mi v bistvu črpali firme, izčrpavali firme, zato da bi jih lahko poceni olastninili. In to je predolgo trajalo. Ni pa seveda to, kar smo mi rekli, gremo na kuponsko privatizacijo, to je sicer lepa beseda, vsem bomo dali enak dostop, ampak kaj češ hraniti z neko hrano ljudi, ki pojma nimajo in jo zavračajo. Se pravi, mi smo ljudem dali delnice podjetij ali pa smo jim dali delnice skladov in oni so se hoteli tega rešiti čim prej in pretopiti to v gotovino. Da bodo kupili avto, pa da bodo kupili hišo. In tako se je pol tako zgodilo. Ne. In takrat je bila ponudba tega velika in je povpraševanja relativno malo in to je bilo po vseh državah, enako je bilo v Rusiji. V Rusiji ni bilo domačega povpraševanja, Američani so prišli, napumpali gnar in so pokupili glavne surovine oziroma panoge z surovinami v relativno kratkem času, čez domače zastopnike, se pravi, čez Ruse, ki so pač imeli povezavo z njimi, ali pa, ne bom rekel samo Američani, zahodni svet. Ne. In potem je Gorbačov prišel in rekel, tega je pa zdaj dost. Kdo bo zdaj nam gospodaril v Rusiji? Tega jaz ne moram več gledati. In je prva stvar, ki je naredil, je uredil bančništvo in ko enkrat bančništvo uredil, je začel odkupovati vse to, kar so prej relativno poceni kupili, pod seveda pritiskom, pod leveragem nazaj in je pač našel ruske nosilce, ki so to odkupovali vse na kredit od bank. No in to je zdaj ta vladajoča elita v Rusiji, ki drži ta režim po koncu. In oni so pravzaprav ponovno nacionalizirali rusko bogatstvo, ki je bilo že v dobršni meri v zahodnih rokah. Kako gledate na nostalgijo? Ker doskrat, ko se mogoče z ljudmi pogovarjam, ko so živeli v prejšnjem sistemu, imajo tak odnos do tega sistema. To je zato, ker so bili prej mladi. To se tudi meni zdaj. Ja. Pa so bili zaljubljeni, pa je celo leto bilo vse zeleno. Ne? Ni, neč. Kaj je bilo pa dobro? Ni nostalgije. Ja, dobro, sindikati se bojo spomnili. Podjetje je skrbelo za to, da smo šli lahko na morje. Ja, sindikalne kapacitete počitniške so bile, bodi si v hribih, bodi si na morju. Sindikat je res skrbel za to, da je en del, ki ga ni mogel dati skozi plačo, dal nekako drugače. Ampak na drugi strani to ni moglo ob bok tekmovati, ob boku z zahodnoevropskimi modeli ustvarjanja nove vrednosti, ki so pač zahtevali kruto produktivnost in dobiček. In zato tak sistem je lahko, dokler si zaprt in dokler se pol sam v sebi ne sesuje v svoje nasprotje. In do tega se pri nas niti ni prišlo. Pri nas je prišlo do tega, da smo se pravzaprav odločili za samostojnost, ker je financiranje zveznega proračuna, na katerega je imela Srbija prevelik vpliv, pa ga je hotela imeti še večjega, pravzaprav bilo prehudo. Se spomnim, sem hodil takrat v Beograd z vlakom, ko so naredili ta manifest njihovi na fakulteti filozofski, kako je srbski narod izkoriščan in znotraj Jugoslavije in da se mora zbuditi. No in iz tega to je bila osnova za Miloševićev pohod. Nacionalizem, ja. Kakšne so bile pa zabave? Ja, zabave so... Z Beogradom me zanima ta vibe, kakor mi rečemo, naše generacije. Ja, vibe je bil, ja,
v tistih razmerah dober, ne? Ni bilo to tako, kot je danes, ampak pijača je bilo, hrana je bila dobra, muzika bila vedno, tam so cigani, pač šli naokrog tudi sicer. Ja, je bilo. Tam se je proslavljal vsak rojstni dan, se tudi pri nas smo proslavljali rojstne dneve. Smo pa take pakete naredili, tisti, ki so rejeni v enem mestu, puf, in enkrat, recimo, da smo imeli 12 zabav za 12 mesecev, tisti, ki so pač imeli. Ja, veliko je bilo tega osebnih relacij pa sproščanja takega ob družabnih dogodkih, ja, najrazličnejših. To ni bilo treba prav dolgo se koordinirati, da si se dogovoril, da se gre nekam zvečer ali pa popoldne po delovnih urah. Ja. Kako je pa vaša pot pol bila po osamosvojitvi? Pa to bi me zanimalo, ker ste potezo omenili, 2008. Če greva zdaj od 90 do 2008, lahko kronološko. Ja, najprej sem bil na tem v kabinetu člana vlade Mirana Mejaka, pa sem šel za en let v Haag na študij, postdiplomski makroekonomija, sem prišel nazaj, sem pa ugotovil, da sem overqualified za tisto delovno mesto. In pa mi je rekel, Miran, probaj se najti kakšno službo, ti bom pomagal, in jaz sem našel službo v IMOS-u, to je bil SOST, to so bila združenja, danes bi bil holding gradbenih podjetij, in sem šel tja za pomočnika direktorja za trženje in razvoj. Tam sem bil, 4 leta, in potem se pa zgodilo, da je ta IMOS je bil za Bežigradom in so potrebovali nekoga, ki bi bil član občinskega izvršnega sveta, odgovoren za gospodarstvo, ker je ki je bil predtem, je se ponesrečil, in pa so menjali celo vlado, no in je Aleš Čerin postal mandatar, in midva smo se poznala iz IMP-ja in je mene povabil, da bi bil njegov član uprave občinske za, pa recimo to, kar ima zdaj Janković, prej bilo, smo imeli Jankovića, pa smo imeli še pol občinske, 5 občinskih uprav, to smo pol kasneje, hvala Bogu, ukinili, tako da imamo zdaj samo mestno oblast. In pa sem bil tam na občini en mandat pa pol, in pa smo prišli do svobodnih volitev, do prvih, in takrat so me predlagali, da bi šel v politiko, LDS, pa se nisem odločil, sem šel v Slovenija les. Zakaj pa niste se odločil recimo za politiko? Nekako nisem razumel prav dobro te tranzicije pa preoblikovanja prejšnjih SZDL pa sindikatov v neke zametke strank. In jaz sem bil seveda v partiji, zato ker ko sem bil v vojski, sem bil v šoli za rezervne oficirje. Vsi, ki smo bili v šoli za rezervne oficirje, smo na koncu dobili še partijsko izkaznico, in sem rekel, da ne bi se angažiral polno, ampak da bi raje počel nekaj, kar je ustvarjanje vrednosti. No, in pa smo, glede na to, da je bil Slovenija les za Bežigradom, pa smo škofa dobro poznali, takratnega direktorja, rekel, ja, imam nekaj prostih mest, in sem tam pol prevzel vodenje enega
ker so bili še tozdi, smo imeli sozde, pa tozde, pa DOO-je, delovne organizacije Združenega dela, no, in sem prevzel eno podjetje, ki se ukvarjalo z koordinacijo trgovine med zastopništvi Slovenija lesa po svetu. Slovenija les je bilo takrat podjetje, ki je imelo v tujinah skupna podjetja ali pa predstavništva v enih 25 državah. V Ameriki smo imeli celo proizvodno stolov teh gugalnikov, pa podobne stvari. Slovenija les je bil en večjih zunanje trgovinskih podjetij v Sloveniji. No. Tam sem pa nadaljeval, pa je pa kmalu prišlo do privatizacije in potem smo v bistvu ugotovili, da so priložnosti, pa smo naredili podjetje Poteza in smo kupili sedež na borzi in tako se je začela 20-letna zgodba Poteze. Kaj je Poteza delala? V bistvu, Mi smo začeli z trgovanjem na borzi, se pravi, smo imeli borzni z delnicami privatizacije. Potem v tem času so se začele formirati družbe DZU-ji, družbe za upravljanje, ki so dobile delnice deleže privatizacijskih podjetij, privatiziranih podjetij, ki niso šle v javno prodajo. Ali pa tudi, če so šle za tiste, ki niso mogli direktno kupiti delnic, ker niso bili zaposleni v podjetjih, so bile namenjene te družbe, da so kupovale na aukcijah, ki jih je Sod pa Kat, to sta bila dva državna sklada, prodajala nam, da bi mi od ljudi dobili njihove certifikate. Se pravi, certifikat so pri nas v družbah za upravljanje zamenjali za delnice, ki smo jih mi kupili na aukcijah od države. Delitev je bila pa taka, da so en del delnic, ki so jih podjetja, ki so se privatizirala, so šla na Sod, 20 na Kat, ostalo je pa šlo direktno v prodajo zaposlenim. No in tistih 20 pa 20 se je potem prodajalo tem DZU-jem, da so lahko premoženje zamenjali, certifikate zamenjali za prave delnice podjetij, ki so bila privatizirana. In ta postopek je trajal predolg. In pa, ker se je ta postopek zaključil, ker je bilo tega konc, ker so bile vse delnice, ki jih je imela država v Sodu pa Kadu prodane, se je pa začela konsolidacija. Takrat so pa banke nastopile, to je bilo pa pol v poznih 90-ih, pa začetku 2000, pa so dale kredite za to, da so lahko se začela konsolidacija, da so ena podjetja druge prevzemala ali pa da so v bistvu posamezniki menedžerske strukture kupovale lastne delnice, tako kot Pivovarna Laško recimo, pa Mercator, pa ne vem, Krka, pa tako naprej. No in to je pa seveda logično, da smo iz tega, ker smo v tem postopku bili, da smo šli tudi, ker smo to poznali, smo naredili idejo, da bomo naredili družbo za upravljanje in smo to družbo za upravljanje poskušali narediti sami, pa smo ugotovili, da smo premajhni in smo to ponudili družbi zavarovalnici Triglav in oni so sprejeli in so nam dali, mislim, da 15-20% deleža v družbi za upravljanje, mi smo pa celo tehnologijo prinesli, pa biznis plan. Pa dali smo nekaj sredstev, oni so dali pa večino, pa tudi kredite, tako da smo mi to zagnali in družba DZU Triglav je bila druga največja družba po številu zbranih certifikatov. In pa smo na teh aukcijah kupovali delnice podjetij. No in to se potem tako vrtelo, dokler pač nismo prišli do konca, da so bile vse delnice prodane in pa da se je začelo upravljati s temi delnicami na trgu, na borzi. No in
tam smo mi pa trgovali. Potem zgodaj 2000 se je začela pri nas 2002 pokojninska reforma, pa smo naredili pokojninsko družbo, ki je ponujala dodatno pokojninsko zavarovanje, tako imenovano prosto pokojninsko zavarovanje. Pa smo naredili sklad tveganega kapitala, prvi sklad tveganega kapitala v Sloveniji, poteza Adriatic Fund skupaj z International Finance Corporation, ki je hčerinsko podjetje Svetovne banke iz Washingtona. In pa smo naredili Interenergo, podjetje za trgovanje z električno energijo, ko se je odprl trg električne energije, in tako smo se pač širili in smo imeli recimo v upravljanju premoženja takrat skupaj z pokojninsko družbo, ker smo bili sam delni lastniki, približno kakšno $1,2 milijarde. In to je bilo res zelo polno izzivov, polno potovanj, polno odločitev, veliko spoznavanja ljudi, novih režimov. Mi smo imeli banke v Moldaviji, v Srbiji, v Makedoniji, pokojninske družbe v Srbiji, v Makedoniji, podjetja najrazličnejša v Srbiji, na Hrvaškem. Pokojninsko družbo smo celo naredili v Romuniji, pa v Ukrajini, tam so nas ukradli, v Romuniji smo jo hitro prodali. Kako so vas ukradili? Tako, tam sem spoznal, kaj je Ukrajina. Ja. Malo več poveste? Čisto enostavno, mi smo domačega partnerja smo morali imeti, zato smo sklenili pogodbo, smo ga zelo skrbno izbirali, ko smo sredstva nakazali, smo se še slišali parkrat. To je mogla biti banka v Ukrajini, vi ste sredstva tja nakazali? Ja. Na TOO bo začel poslovanje po planu, po poslovnem načrtu, in potem smo videli, da ne izpolnjujejo poslovnega načrta, in nekega lepega dne smo se usedli v avto oziroma v letalo, se odpeljali v Ukrajino, Kijev, in ugotovili, da so ljudje zginili in da jih ni več na naslovu in da tudi našega denarja ni, in da če bomo zdaj jokali in stokali in iskali ljudi v tuji deželi za 1,5 milijona prebivalcev, da bo to nas samo izčrpovalo, smo odpisali in zaprli knjige. Ja, tako da tam je. Koliko je bilo pa to sredstev, da se spomnite? To je bilo tako pod 1 milijon. Takrat so še marke, mislim, da so bile še marke. Ja. Kaj pa je bilo 2008, 2009? 2007 sem jaz naredil napačno oceno. Mi smo imeli takrat v portfelju 8-9% Ljubljanske banke, 4% zavarovalnice Sava, enih 6% zavarovalnice Triglav, kaj takega. Sam je bilo čipeno. No risk, bi rekel tako rekoč, ampak pa je trg je padel za 60%. In mi smo bili pa delno zadolženi. Kupovali smo takrat po visokih cenah, predtem 2007, 2008, še spomladi so bile cene zelo visoke. Moja napaka je bila to, ker sem ocenjeval, nisem razumel globino problema v Ameriki. Jaz sem ocenjeval, da je to še eden od njihovih ciklov, ki gre navzdol in bo pač efektiral samo njih, ker so navajeni živeti v ciklih. Pa da k nam pride kakšen majhen odmev. V bistvu se je pa zgodilo, da so oni ogromno
premoženja prestavili, svojega slabega premoženja prodali evropskim bankam. In potem, ko se je to izpostavilo, so vse evropske banke bile v isti poziciji kot ameriške banke, se pravi, imele so aktivo, ki je bila blizu nič vredna. In so bile potrebne intervencije. No in zdaj, različne države so naredile različne intervencije. Nam je še kar šlo nekako do leta 2010, ko je mi smo imeli krizo double V, se pravi dvojni V, medtem ko zahodni svet je imel sam en V. Američani so pa to rešili z temi ukrepi Obamove vlade, masivnimi intervencijami v bančništvo relativno hitro. In naša centralna banka je pa seveda bila še naša čist, pa obenem so se že začeli vtikati vanjo ECB. In ko so takrat, če se spomnite, trojke naredili v posameznih državah. Grčija, Italija. Ja, Grčija, Italija, Irska, Cipar. Ja, je naš strah bil najhujši, da bo se to zgodilo v Sloveniji, kje pa pol. Borili smo se za samostojnost, da bomo pa zamenjali enega gospodarja za drugega gospodarja. Skratka, to je bila velika dilema in mi smo makroekonomsko tu pa sprejemali ukrepe, ki niso bili optimalni, in pa se to vleklo do leta 2013 in takrat je seveda vmes od delnice padale, ni se nikakor pobralo. Ker pa je Zahod, kamor smo mi smo pač odprta ekonomija, pa izvažamo ogromno družbenega produkta, je bilo potrebno to spremljati in izvoz je začel naraščati v letu 2013. Prvi kvartal je nam nehal padati družben produkt, v drugem kvartalu smo imeli rast, mislim, da 0,2, nekaj takega, v tretjem kvartalu smo imeli rast mogoče 0,5 in na koncu je bil, mislim, 0,7 ali 0,1 ali 1 rast v letu 2013. Takrat je pa centralna banka rekla, slovenska, da na osnovi diktata iz Evrope, da moramo narediti bailout, pravi, da moramo rešiti vse banke, ker so vse banke brez kapitala. No, pa banka ima seveda aktivo, pa ima pasivo in ko so krediti, ki jih je dala za aktivo, usklajeni ali pa uravnoteženi po vrednosti s tem, kar je dala, je to ok. Je bilanca tu. Ker smo pa imeli ocenjevalce iz tujine, da so ugotavljali, kakšna je aktiva, so to aktivo ocenili tako nizko, da je kapital, ki ga je imela banka, bil negativen. Se pravi, da so izpostavljenost do assetov, ki so nič vredni, bil prevelik in da je nujno potrebno 5 bank, 2 smo zaprli, Probanko pa Faktor banko, ostale smo pa sanirali z državnimi sredstvi, se pravi državna pomoč. To bi lahko prej naredili z nakupom, z izdajo obveznic na mednarodnem trgu, pa bi potem banke izdale obveznice in bi stvar država prefinancirala s tistim sredstvi, ki bi jih dobila od prodaje obveznic na mednarodnem trgu. Če bi to naredili 2009 oziroma 2010, bi verjetno bilo veliko bolj poceni. 2013 smo pa kredite blazno drago plačali, mislim, da je bila obrestna mera 7. In pa smo banke sanirali in odpisali kapital lastnikom, to pomeni, da smo mi izgubili vse, oziroma mi smo tako že bili v stečaju, ampak do takrat ne bi šli, bi pa takrat šla poteza v stečaj. In so
so v bistvu na ta način rešili poslovanje bank, vendar podrejeni krediti, ki so jih imeli, ki so jih kupovali pravni subjekti pa fizične osebe, so tudi zapadle pod ta zakon famozen o nacionalizaciji bank, ki je imel člen, da se na njega ne da pritožiti. No, in to je pol pomenilo, banke smo sanirali, luknja je pa, dolg je pa nastal nekaj čez milijardo samo iz naslova podrejenih obveznic, kapitala pa itak, lastniki kapitala so pa vse izgubili še enkrat. Ne. To je bila druga sanacija bank, prvo smo imeli 10 let pred tem. Ne. In ena banka ni podpisala sporazuma z centralno banko, in to je bila Gorenjska banka, in se je izkazalo, da je šla skozi vse visoke valove in burje in končala z dokapitalizacijo 30 milijonov evrov, oziroma evrov, in splavala. Kar pomeni, mi smo pa naredili slabo banko, vse te slabe terjatve smo dali na slabo banko, iz vseh teh bank, razen njih, razen Gorenjske, in država je dobila pač to kot kritje, ta sklad, ki smo ga posebej, slabo banko, ki smo za to naredili. No in zdaj računi kaže, da če bi se celo bančništvo takrat saniralo tako kot Gorenjska banka, bi mi imeli normalno lastniško strukturo bank in bi sanirali poslovanje bank. Torej, banke niso bile brez kapitala, tako kot so tudi ocenjevalci ocenili. Oni so namreč naredili stres teste. Na teh stresnih testih so pa predvideli, da bo družben produkt še naprej naslednja 2 ali pa 3 leta padal. In to ne po 0,5, ampak po 3% letno. In zdaj, če ti predvidevaš, da bo negativen družben produkt, bojo vso to premoženje se množilo z negativo, in na ta način smo prišli do tega, da ni kapitala v bankah. V bistvu pa to ni bilo točno, oziroma ni bilo res. In iz tega naslova imamo zdaj še vedno terjatve pravzaprav ne vemo, do centralne banke ali do države. Vsi tisti, ki so imeli takrat delnice, in tisti, ki so imeli podrejene obveznice. To je zdaj tik pred tem, da se bo začelo razpletati. Kako je pa osebno to vplivalo na vas psihološko takrat? Tako kot če padeš iz medene hruške v gramoznico ali pa gnojnico, približno tako. Tako da sem mogel precej skrbeti za to, da ne bi zbolel. To je številka 1, drugo pa da bi obdržal, kaj bi rekel, hladno glavo. Mi smo pač speljali oba postopka, ker smo videli, da ne gre več. Tisto, kar smo lahko prodali, smo prodali. Tisto, kar pa ni šlo, pa je šlo v stečajno maso, in mi smo enostavno sami šli na sodišče in zaprosili, da nam dajo stečajnega upravitelja. Predtem smo pa to povedali vsem upnikom in smo naredili stečaj brez kakršnih koli repov. Mi smo vso dokumentacijo predali stečajnemu upravitelju, ta je celo računovodkinjo našo obdržal. Smo imeli poseben del ki je bila za računovodstvo cele skupine podjetij, in smo na ta način potem zaključili. Poteza naložbe so šle v stečaj 2009, poteza skupina
pa je šla v stečaj 2010. Kaj pa tako, danes sva se veliko pogovarjala o različnih tematikah, malo o svetu, malo o geopolitiki, začela sva z duhovnostjo. Če ne bi se s tem ukvarjal, verjetno bi se zlomil, ali pa bi bilo veliko težje preživeti tako silno oseko v osebnem življenju, torej prvenstveno v dojemanju, kdo sem jaz, ne, pa kaj sem jaz. Takrat sem se to velikokrat spraševal in pač ugotoviš, da ti nisi stvar, ampak si nekaj drugega in upravlja stvari in da se lahko zalomi in da pri svoji najboljši vedenju in znanju ne moreš tega popraviti, ker so zunanji objektivni faktori. Prej smo dobro ocenili enkrat, pa nismo dobro ocenili in to je bilo, in bili smo preveč na finančnem vzvodu. In recimo, to je bilo obdobje, ko se je ta konsolidacija dogajala slovenskih privatiziranih podjetij, so nas banke recimo oktobra prišle vprašati, gospodje, koliko kreditov boste rabili naslednje leto? Malo planiramo, dajmo malo pogledati skupaj, kaj boste rabili. Mi smo imeli kredite pri 12 bankah. In se pravi, tudi oni niso dobro ocenili, kaj se bo zgodilo, oziroma niso mogli predvideti, če bi pipce zaprli ali pa zahtevali vračilo kredita. Tako da nekako si nisem osebno pripisoval zasluge za slabimi odločitvami ali pa slabonamernimi odločitvami za to, kar se je zgodilo. In zato tudi nismo imeli nobenih repov, nikjer nismo nobenih repov pustili. Mi smo to zaključili, kar je. Sami nismo, imeli smo še en poskus prisilne poravnave, pa smo videli, da ne gre in smo potem pač še za skupino naredili stečaj, ki je bil pa že končan, medtem ko za naložbe, ker je bilo največ premoženja, pa še ni čisto zaključen stečaj, zato ker je v tej stečajni masi tudi NLB, delnice NLB. Ja, življenje je res tako ciklično. Vse je v bistvu ciklično in utripa, diha. Kaj bi pa rekel meni, ker sem v svojih 30-ih? Zdaj? Ja. Kaj bi bilo dobro vedeti? Poslušati sebe. V bistvu, meni je to, kar sem delal, mi je bilo všeč. Mi je bil izziv, sem v tem užival in ne morem reči, to so bila sigurno moja najboljša leta. Ampak posledice so pa pač take, da smo pol padli na trda tla ali pa še malo bolj na trda tla in da smo se mogli pobrati. Drugače pa tako. Vsaj enkrat več se moraš pobrati, kot padeš. Zato, da ostaneš na nogah. In ni bilo enostavno. Sem tudi iskal takrat zunanjo pomoč ljudi, ki so eksperti na tem področju, da so mi svetovali, kako mene pred fizičnim stresom, ne pred psihološkim stresom branil pravzaprav fizično gibanje. Sem takrat zanimivo, 2008 za 1. maj sem padel s kolesom, si izlomil 6 reber, na levi strani pa ramo. In potem sem bil v bistvu ven iz pisarne, pravzaprav iz posle, sem poskušal menedžerirati stvari leta 2008 in pa sem začel hoditi v fitness. In to tako, najprej za samo rehabilitacijo, pa zato, da sem to napetost spravljal iz sebe. Meditacija je premalo, fizični napor pa sprosti napetost. Tako da ne si naložiti preveč. Bilanco narediti med prostim časom pa med obveznostmi.
Sprav neko sprostitev, da ima človek poleg vsega dela. Jaz sem mogoče bil preveč zasvojen z delom. Več področji realizacije človeka obstaja in jih je treba vzeti v obzir, ne samo enega. Tako da pri meni je žena pol prevzela vzgojo otrok, jaz sem bil premalo z njimi, kar mi je še danes žal, tako da zdaj probam to pri 2 vnukinjah popraviti, kakor dobimo okn, da pridejo k nama. Ne. To je to. Drugače pa razmere so danes popolnoma drugačne, kot so bile takrat. Vmes smo imeli COVID, vmes smo imeli razcvet, ne, po tem 2013. Zdaj smo zrela demokracija teh struktur neki, ki so včasih bile praktično ni več in je pravila igre so res čisto drugačna. Tako da, ravnovesje. Vprašanje je, kaj je tvoj driver, kaj ti pomeni družina, kaj ti pomeni družba, kaj ti pomeni ustvarjanje. V bistvu velika večina poslovnežev jih driva želja po ustvarjanju. In to je to. Brez tega, če imaš ti željo biti bogat, pol običajno ni načist tvojega projekta. Moraš imeti željo narediti nekaj novega, nekaj drugačnega, če si znanstvenik, če imaš start-up. To, kar vi delate, recimo, je lep izziv. Najprej mora biti nekaj koristnega, pa nekaj dobrega, nekaj, kar je potrebno, kar rešuje neko bolečino, ki pa tebe izpolnjuje in ti daje zadovoljstvo. Dodano vrednost ustvarjati za nekoga drugega. Pol je pa tisto posledica. Ne? Ja, tako je. Tako je. Se strinjam. Hvala vam za vaš čas. Res cenim, da ste si ga vzel in res mi je bilo prijetno z vami. No, enako. Bote dobro. Ajde, čau. Čau.